Timo klapa. Se vidi, da sem poklicala profesionalko. Živijo in dobrodošli v drugi epizodi Čarobnic. Čarobnice so tiste ženske, ki imajo neko posebno energijo, ki se jo enostavno ne da spregledati. In danes je z mano ženska, ki je uspešna, ki premika meje in je že premaknila pravzaprav marsikatero mejo v Sloveniji. Zdi se, da česarkoli se loti, dela to enostavno in ji uspeva na celi črti. Z mano je nepremagljiva Rebeka Dremelj. Grem preko trnja do zvest. Čau. Čau. Rebeka Dremelj je v mojem studiu. Najprej hvala ti, da si sploh vzela čas. Hvala ti, da si me povabila, z veseljem. Ker vem, koliko namreč je tvoj urnik pester, poln. In kad te takole spremljam recimo po storijih na Instagramu, če sam te projekte zdaj malo omenjam zadnje. Ampak jaz tega sploh ne objavim, kaj delam. No, se to pa tudi verjamem. Ampak sem videla parfum, pravljico napisala, lotila se portala nepremagljiva.si, ustvarjaš vsebine z drugimi ženskami za ženske. Mama, vse ostale projekte, ki jih verjetno, tako kot si rekla, niti ne pokažeš, niti jih bomo videli mogoče čez pol leta, ko zaživijo, pripravljaš v ozadju. In ko te gledam, imam feeling, da ali ima tvoj dan ful več ur, kot ga ima moj, ali si se klonirala na skrivaj, v smislu, kako te vse to uspe. A veš, to vsi rečejo, jaz pa sploh nimam tega občutka, ker sama sebe gledam. Jaz imam pa včasih občutek, da kar nič ni kaj veliko od mene. Včasih, na momente. Tako, res zanimivo, no? Zanimivo mi je slišati to, ki mi ljudje rečejo, pa kak tebi to vse rata. Pa se praktično nič kaj taga ne delam. Mislim, delam tisto, kar mene veseli. Poleg tega je pa res ena stvar, da rečemo nepremagljive.si, jaz ne bi nikoli sama mogla peljati brez ekipe, ki jo imamo, pa brez moje poslovne partnerke. En kupenih stvari, veš, je tako, da še kdo drug naredi kaj namesto mene. Imaš ekipo? Pač ja, seveda imam. Jaz sem v vseh teh letih uspela si okrog sebe nabrati neke določene ljudi, ki jim maksimalno zaupam in ki vem, da bojo znali namesto mene določene stvari speljati. Ampak še zmeraj je pa na koncu dneva moraš biti ti tisti, ki daš žegen, jaz rečem. Je pa dejstvo to, da jaz sem človek urnikov. Meni vsi se zafrkavajo, da pač imam jaz še verjetno kakšne privatne aktivnosti napisane v urniku, ampak dejstvo je, da sem res, meni se zdi, da brez svojega famoznega urnika jaz 50% stvari ne bi speljala. Kaj imaš en planer ali imaš dva planerja? Ne, en planer ima, mislim v Google imam noter, da si vse zapisujem v svoj telefon, ampak jaz imam res še napisano, kdaj posteljo preoblačim. Jaz imam napisano vse, zaradi tega, ker to je toliko enih aktivnosti skozi dan, ki jih moram jaz v svojih možganih imeti, da se mi potem zna zgoditi, da tudi to pozabim. In to imam, se pravi, aktivnosti za starejšo hčerko, aktivnosti za mlajšo hči, aktivnosti konc koncev za tretjega otroka, ki mu rečemo mož, ki veliko stvari ne ve, da mora narediti, pa da bi bilo fajn, da bi naredil, Aktivnosti z možem. Ja, tudi. Veš, to sem to ne vnašam. Ne. To pa prepuščam, da so spontane. Hvala Bogu, Bog požegni. Ne, ker sem slišala, da ene ženske dejansko si pa tudi že seks planirajo. A, res? Ja, zato ker pač imajo 180 stvari, tako kot jih imaš tudi ti, in si pač enostavno se zmenita, kdaj boste doma v četrtek ob 6. A ja, pa dobro, glej, če te ni veliko doma, pol je fajn, da tudi tako stvar splaniraš, Ampak veš kaj, se verjetno po 22 letih oziroma 21, koliko sva midva skup, niti mogoče ni to skozi slaba ideja. Evo, jaz sem ti dala idejo. Mogoče, pa sem ne vem, če imam kaj lufta noter v koledarju. To je glavna težava. To je drugo. Ne vem, če se strinjaš, ampak pravijo, da človek je težko popoln, ekipa je pa lahko. In ti si naredila ekipo okoli sebe, tako kot si prej omenila, da pač sama ne bi zmogla vsega tega, in imaš tudi ženske na svoji strani, ki ti pomagajo, pišejo in tako. Kdo pa je predvsem nepogrešljiv član Rebekine ekipe? Nezamenljiv. Mislim, na vsakem projektu nekdo drug, Zdaj, pri nepremagljivi je absolutno nenadomestljiva ta moja partnerka Andreja, ki je tudi urednica Spletnega mesta.
Pri naši familiji, recimo, sem nepogrešljiv člen, absolutno jaz. Bi rekla. Kar se dela kakih drugih aktivnosti, recimo, ne vem, pri nekih mailingih, ki jih nepremagljive dajemo ven, je nepogrešljiva naša Dolores. Skratka, dejansko se mi zdi pomembno, da tudi ljudem daš neko nalogo, da jo opravijo in da oni prevzemajo tudi zelo velikokrat odgovornost za to, kar delajo. Pomembno je, da pač ljudem zaupaš. Čeprav jaz sem malo kontrol frika, oziroma malo bolj kontrol frika, tisti, ki me poznajo, vejo, jaz moram imeti stvari pod kontrolo. Ampak se mi zdi, da se iz leta v leto izboljšujem in da ljudem dovoljujem, da delajo svoje stvari, brez da morajo vsako stvar meni razlagati, zakaj so to naredili. Čeprav sem bila... To je tudi uspeh. To je uspeh. To je uspeh, zelo velik uspeh, zato ker to je problem. Ker si ti navajen toliko in toliko let delati izključno samo sam in sam zase in sebi razporejati svoj urnik. Jaz nikoli nisem delala, razen kot najstnica oziroma pač do svojega 20. leta, tisto, kar sem nekaj tako, ne vem, delala v kakšni trgovinci, pa kaj prodajala, pa tako, da sem si zaslužila. Jaz nisem nikoli rabila nobene stvari odgovarjati nekomu drugemu kot izključno sama sebi, tako kot si zdaj ti v tej fazi. In je zelo pomembno, da potem, ko tvoj posel dobi prevelike razsežnosti, je pomembno, da ljudem zaupaš, da jim daš do znanja, da tudi če boš zafrknil, si nisi zafrknil samo sebe, si zafrknil tudi mene. To pomeni, da je velika odgovornost na tebi. In pač trikrat, štirikrat bo zafrknil, četrtič pa ne boš več, ker ali te menjala ali se boš pa naučil. Ampak dejstvo je, da mora biti. Enostavno mora biti. Jaz sem zadnjič prebrala, glih za nepremagljivo je Tanja Skaza napisala, ona tudi piše za nas. Njo imam tudi namen povabiti. In je napisala čudovit članek in je notri v tem članku povedala en stavek, ki mi gre vsak dan znova in znova skozi možgane in mi je žal, da ga nisem prej prebrala. Da je rekel en poslovnež, da je zelo pomembno, da se odloči, kaj bo v življenju. Ali bo všečna, ali bo uspešna. Ker oboje pač biti ne moreš. Videla pravi, všečen, uspešen. Wow. Kaj si ti? Kako sebe vidiš? Ker jaz te vidim oboje. Jaz tudi sama sebe vidim oboje, ampak ko sem pa pred nekimi pomembnimi odločitvami, sem se pa jaz v svojem življenju zelo velikokrat odločila za všečna. Ampak čez dalje manj. Ko sem pred nekimi takimi odločitvami, ker vem, da so pomembne za moje življenje, za mojo družino, za mojo kariero, zame, zdaj zadnje čase bolj zberem uspešna kot všečna. Ker sem prišla v vseh teh letih do zaključka, da enostavno ne moreš biti všečen vsem, ne moreš biti, ni šanse. Se mi zdi tudi tako zelo naraven razvoj ženske. Veš, da na začetku smo malo bolj rajš všečne, potem z leti, z znanjem, z modrostjo, z samozavestjo. Seveda, pa priješ do tega, da enostavno ne rabiš več ugajati vsakemu. In ko priješ enkrat do te točke, da moraš ugajati izključno samemu sebi, potem vidiš, da si naredil nekaj dobrega. Bravo. Videli smo te v vlogi misice, manekenke, pevke, voditeljce, mame, verjetno sem še kaj, zdaj sem tako na hitrco preletela, verjetno še kakšna vloga, podjetnice, definitivno. In malo te imam tako na sumu, da si tako zelo dobro zvizualiziraš, kaj nekaj hočeš in greš v svojo špuro, ko bik. Z glavo skozi zid. Ja, ampak predvsem me zanima, zgleda, kot da ne delaš napak. Kot da je vse, kar se lotiš, obsojeno na uspeh. Sigurno pa si jih delala. Tako ljudje mene dojemajo, zelo velikokrat me ljudje tako dojemajo. Mnogi meni rečejo, ti se česarkoli se lotiš, mene za tebe res ni strah, tebe bo tako vse ratalo. In to zna biti včasih, ta stavek zna biti včasih zelo naporen. Pritisk pa predvsem, veš, tudi tisti, ki zgledamo navzven taki tough, pa da to res za nas ni nobenega problema, tudi mi smo. Mislim, jaz sem zelo, zelo ranljiva, zelo empatična, zelo velikokrat jokica, zelo velikokrat rabim nekoga, ki mi reče, a res, a si v strahu, a te je strah, a res misliš, da te ne vratam. Ker tudi jaz sem vedno znova in znova v nekih percepih, ali ali ne, ali veš, ne vem, kako neke določene stvari speljati. Se pravi, Rebeki tudi ni vse ratval in je delala napake, kar je človeško, ker mislim, da sam skozi napake dejansko
ti prideš da lahko rečeš, danes sem tukaj, danes imam to za pokazati, danes imam ta uspeh, ki ga drugi vidijo, kot da je bil čez noč. Ne? Ampak, a pa si kdaj prav tako, da si zafrkan na neki, pa da ni ratal, da prav ni uspel? Mislim, jaz sem se zelo veliko krat lotila kakih stvari, ki so bile že v štartu obsojene na propad. Ampak mene nikoli to ni ustavilo, ne? Jaz si zelo težko, mislim, ne da si težko priznam neuspeh, ampak nekako me ne ustavi prva ovira, ne? Tako da se je zelo velikokrat zgodilo, da sem pol pač še po malo višjem snegu še malo zagazla, pa še malo zagazla, pa še malo zagazla, pa še eno ograjo preplezala, pa je na koncu šlo, ne? Tako da, veš... Ti si utirala svojo pot z motikami, lopatami. Seveda, ker so drugi, so pa potem sam v visokih petkah. Tudi to more nekdo narediti. Šli za tem. Lej, ampak zato pa si Rebeka Dremelj, ne? In nosiš ta, reči, to eno krono že 20 let. 20, ja. 20 let. 20 let, v bistvu jaz ne morem verjetno. Jaz sama sebi sem, zadnjič, ko sem pisala svoj zapis o svoji 20-letnici misovanja, ne, ko sem zmagala na izboru za mis, jaz ne morem verjeti, da je 20 let minilo. Res, ne vem, če si prebrala slučajno, ampak če nisi, ti priporočam, da prebereš glih zaradi tega, ker razmišljam o tem, kam so šla vsa ta leta, ne? Kam so šli vsi te spomini. Veš, jaz sem v enem momentu tako zelo hitro živela, da se mi danes dogajajo stvari, da pridem nekam in ljudje vejo, da sem jaz tam bila, jaz pa ne vem, da sem tam bila. Jaz imam pa čisti blackout in to predvsem zaradi tega, ker sem tako hitro živela, da si nisem dovolila sama sebi ustvariti včasih neke določene spomine. In zato sem v tem svojem zapisu tudi apelirala na vse vas, mlade, ne, da je zelo pomembno, da dejansko sam sebi vseeno dovoliš, da si ustvariš določene spomine. Ker potem, ko si starejši, na stara leta, ko pomisliš za nazaj, kam je vse to šlo, ti si pa eno obdobje kar brez spominov, sam pač kopičil si tisti neki evro na evro, pa nekih repenev po nekih uspehih, ki v bistvu na koncu dneva, ko črto potegneš, nič kaj dosti ne veljajo, ne, če smo že čisto na tem. Takrat pa cel svet. Ja, ker z njimi ne moreš nič, ne. Veš, nič ne moreš z njimi narediti, ne. Ja. Sam tukaj so, ne. Mislim, ni ti žal, ampak dejstvo je, da bi bilo pa boljše pa ljubše zagotovo, zdaj, če bi še enkrat prekorakala celotno to pot, da bi se včasih ustavila pa malo zadihala. Se pravi, mogoče edina napaka, dajva reči tako. Napaka je to, zagotovo, ja. Ker druge so poučne, so šola, so Mislim, da sem veliko napak naredila v svojem življenju, absolutno. Se verjetno tudi kot starš bom naredila veliko napak, se vsi delamo napake. Ampak pomembno je, da se iz napak nekaj naučiš, ne. Jaz kar hrepenim, oziroma kar delam na tem, no, da ko naredim neko napako, da probam sama sebi neke stvari dopovedati in malo razčleniti, zakaj je do tega prišlo in kaj bi lahko boljše naredila. No. Krasen. V showbiznisu si že 20 let. 20. Pravijo za showbiznis, da dušo prodamo hudiču. V tem smislu, Blizu, ja. v tem smislu, ker se razgalimo, Ja. dajemo drugim, neznancem pravzaprav. Ampak ko tebe spet gledam, ne morem preko tega, da spremljam tvoje projekte, pa imam občutek, pa popravi me, če se motim, da jih izbiraš glede na, če jih začutiš. Ja, absolutno. Sam začutiti moram. Začutiš in pa hkrati tudi sem opazila še eno stvar, da otrok ne izpostavljaš. Ne. Se pravi, imaš meje in kako to? Midva sva se, veš kaj, jaz ko sem bila stara, se pravi 20 let, 21 let, ko sem zmagala na izboru za Miss Slovenije. Takrat, jaz sem v svoji srednji šoli naredila eno napako, katero jaz ceno mislim, da plačujem še danes. Jaz zelo dolg časa nisem o tem hotela govoriti, ampak zdaj brez problema pač to govorim. In mislim, da si zdaj po 20 letih prva, kateri bom to povedala, ampak predvsem bom povedala zaradi tega, ker vem, da to gledajo mlada dekleta tudi in se mi zdi zelo pomembno, da jih podučim. Jaz sem v srednji šoli svoji prijateljici, se pravi, stara sem bila 17 let, sem svoji prijateljici ukradla en denar. In sicer ukradla sem mi $12,000 zaradi tega, da sem jaz lahko takrat sama sebi kupila telefon, ki mi ga starši niso mogli kupiti. In jaz sem takrat
takoj, ko sem to naredila, seveda, danes me mrazi, po 22 letih me danes mrazi, 23, po 24 letih me mrazi. Se pravi, in sem jaz takrat, takoj, ko sem to naredila, sem poklicala to prijateljico in sem ji povedala, kaj sem naredila, ker me je takoj začela vest peči. Ampak je bilo že prepozno. Je že ta prijateljica to raztrobila okrog, so že vsi vedeli, da je Rebeka ukradla $12,000. In jaz sem v trenutku ostala, se pravi, v srednji šoli, ostala brez prijateljev, brez vsega in bila izobčena. In jaz takrat, ko sem zmagala na izboru za Miss Slovenije, sem šla takoj v štartu skozi pekel. Jaz, se pravi, toliko in toliko let po tem incidentu, jaz sem v šoli odgovarjala, seveda, jaz sem za to plačala v srednji šoli veliko kazen, za to, kar sem naredila. Ni bilo prav, absolutno, zelo narobe. Ampak dejstvo je, da jaz sem to kazen že prestala in potem sem doživela en uspeh, s katerim se pa mnogi niso mogli sprijazniti. In so vsa to moje srednjošolske stvari, ki so se zgodile, vrgli na plano. In jaz, ko sem zmagala na izboru za Miss Slovenije, ko se mi je zgodilo nekaj čudovitega, jaz v svoji slavi in v vsem tem blišču nisem mogla uživati, predvsem zaradi tega, ker so me mediji linčali. Jaz danes ne bom pozabila po tolikih in tolikih letih naslovnice Miss z dolgimi prsti. Pa druga naslovnica je nova Miss kleptomanka. In tako naprej, in tako naprej. In takrat sem jaz sama sebi. Sem imela samo dve možnosti. Prva možnost je bila, da seveda se sesujem, da seveda sem jokala in vse, ampak da dvignem roke in rečem, meni tega v življenju ni treba. Druga možnost je bila pa tista levinja v meni, ki se je prebudila in je rekla, draga Rebeka, ti si naredila napako, ti si se za svojo napako pokesala, ti si za svojo napako plačala hudo ceno. Se pravi, ti si zaslužiš normalno življenje in ti si zaslužiš uspeh. In sem jaz sama sebi takrat v tistem momentu dopovedala, da ne bom dovolila nobenemu, da se bo igral za mojim življenjem zaradi ene otroške napake, ki sem jo naredila kot otrok. In zato sem... Ko smo jih vsi, by the way, delali. Absolutno. In zato sem gazla po visokem snegu in sama sebi dokazovala, da nisem slab človek, da jaz zmorem, da jaz bom, da jaz. In v bistvu se mi je na koncu to obrestovalo, ker jaz sem potem v enem momentu, no in da se vrnem na tvoje vprašanje, se hotela dokazati ljudem in sem cel svoj začetek kariere hotela ljudem ugajati. Jaz sem se hotela ljudem opravičevati, jaz nisem slaba, veste, jaz sem res fajn človek. Dokazati, jaz res, to je bila srednješolska napaka, jaz res nič nočem slabega, jaz res hočem vsem dobrega. Dokler nisem prišla do spoznanja, da me bojo pojedli, če bom tako delala. Da bom lahko prišla v enem momentu do trenutka, ki si jim lahko samo še šuz v glavo spustila, ker je bilo nevzdržno. In potem sem sama sebi povedala, ti ne rabiš več nobenemu ugajati, ti ugajaj sama sebi. In tisti trenutek, ko sem jaz začela delati točno tisto, kar čutim, se je meni zgodil uspeh. Se pravi, jaz sem se prej skozi trudila, pa skozi borila, pa skozi gazla po snegu, pa skozi, jaz ti ne znam povedati, jaz sem bila utrujena od sama sebe. Ko sem pa sama sebi rekla, stop, ti ne rabiš več ugajati nikomur drugemu kot izključno sama sebi. In v tistem trenutku, ko te bo nekdo začutil, te bo spremljal, te bo sprejel, te bo imel rad, sem pa jaz doživela uspeh. In pomembno je v življenju, da vsi gremo čez to eno pot, ker moramo ljudem malo ugajati pa to. Želimo biti všečni. Ampak ko pa priješ do enega zaključka in ko priješ do enega trenutka, ko pa vidiš, da se skozi tam nekaj trudiš, pa da ni pravega uspeha, je pomembno, da začneš verjeti sam sebi. Ker konec koncev smo mi tisti, ki vemo, kaj mi rabimo in kaj mi lahko damo. Kaj si ti skozi to zgodbo dobila? To je darilo spoznanje in ta trenutek, tako kot si rekel, koliko je pol to let potem, ko je prišlo to, da ne boš za druge, ampak zase živela? Kaj sem mogoče reči, ene 10 let. Potem? Ene 10 let potem sem presekala. Ja. Hvala Bogu, da si ga, marsikdo pa ne. Ja, najbolj sem pa presekala seveda takrat potem, ko sem pa tudi zbolela pa tako, ne. Takrat sem pa pol čist mindset v bistvu v svoji glavi zamenjala. Ampak
Predtem sem pa začela dejansko res iskati praktično sama sebe in jemati projekte, ki so meni pisani na dušo. Jaz vem, da jaz vem, da lahko nekomu nekaj dam. Veš kaj, jaz sem v teh 20 letih kariere toliko enih poznanstev, toliko enih ljudi spoznala, toliko enih izkušenj dobila, da se mi zdi pomembno, da te izkušnje in pa ta poznanstva delim z tistimi, ki nimajo pojma. Ker obstajajo ljudje, ki dejansko res nimajo pojma. Oni so tukaj in oni se ne znajo obrniti. Pa to ni njihova krivda, ne znajo se obrniti zaradi tega, ker jih noben ni naučil, kako se morajo v življenju obrniti. Ker nikoli niso imeli tistega puša, ki sem ga imela jaz, ker sem imela vedno podporo svojih staršev. Veš, kakšen dar je to, da imaš ti podporo staršev, da znaš priti do staršev, pa ti starši rečejo, zdaj pa lepo prosim, obrni se pa vozi ven zaradi tega, ker ti to zmoreš. To je najpomembnejše, kar ti nekdo od staršev lahko da. In meni so dali. So pa mnogi, ki jim tega niso dali. In se mi zdi pomembno, da takšni kot si ti, pa takšna kot sem jaz, da takim ljudem, ki nimajo te možnosti, damo malo veter v jadra. Se mi zdi, da tako ženska itak to kar začuti, da je to nek legacy, ki ga hoče, neka dediščina, ki jo hoče tudi puščati za sabo. Ne? Neke te stopinje, ki grejo malo globje, ne samo ostanejo nekje na površini z nekimi lušnimi projekti, ki jih sicer rade delamo, ampak pustiti pečat v tem smislu, da pa nekomu mogoče delček nečesa približaš, odpreš, pojasniš, razjasniš, je pa zmaga. Ja, res je. Ustanovila si skupaj z ženskami, za ženske, portal nepremagljiva.si, en kup ene ženske energije. Zanima me, kako dojemaš žensko družbo, žensko prijateljico, ker dostikrat, ne vem, če ste spet strinjali, ampak uspešna ženska je kar zelo težko prebavljiva ženska. Sploh ženskam. Kako si se ti soočala s to žensko energijo, da danes lahko rečeš, da imaš tim žensko okoli sebe in kaj ti pomeni ta ženska družba? Dolgo časa sem se težko soočala s to žensko energijo. Se mi zdi, da sem se dosti boljš znašla in dosti lepš bila sprejeta v moški družbi. Ampak seveda to je bilo spet do tistega trenutka, dokler nisem presekala in začela delati to, kar čutim. Meni se zdi osebno, da ženska lahko ženski toliko veliko da, da ji noben moški tega ne more dati. Ampak mi smo naštelane tako, da, oziroma zelo veliko jih je, jaz nisem več, bila pa sem, če sem iskrena. Wow. Naštelana tako, da bomo prej ena drugi polena pod noge potikale, pa malo tako, kot pa dejansko res se podprle. Ampak to, kar mi, konec koncev, če pogledamo leto 2020, kaj smo mi vse bile sposobne narediti v tem letu, kaj smo mi dejansko, koliko smo enih vlog, koliko je ženska uspela enih vlog menjati samo v letu 2020. In koliko enih vlog menja ženska skozi celo življenje. In zdaj, da se ta ena ženska, pa druga ženska, pa tretja ženska, pa četrta ženska združimo skupaj, mi lahko premikamo gore, samo pametne moramo biti. Jaz sem ravno iz tega naslova sva midve z Andrejo ustanovile nepremagljiva.si, zaradi tega, da združimo to žensko energijo in da ženska pomaga ženski. Ker ženska lahko da ženski na svetu otroku, ženska lahko da ženski na svetu obleki, ženska lahko da ženski na svetu hormonih, ker moški ne razumejo, kaj pomeni, ko ti divjajo hormoni. Kako bo moški? Mene nikoli ni noben ginekolog tako lepo pregledal, ko me je ginekologinja. Zakaj? Zaradi tega, ker ginekolog nima pojma, kaj jaz čutim, ko on mene pregleda. Medtem ko ginekologinja pa ve, kaj jaz čutim, ko te nekdo pregleda, ker sama čuti. In to se mi zdi, da je pomembno, da ženski pomagamo in skupaj tvorimo eno, ker smo dejansko, mi smo nepremagljive na vseh področjih, zaradi tega, ker smo ženske. Ja, se mi zdi, da ko si ženska, dovoli biti ranljiva in se odpreti ženski, katero začuti, ker to je tudi zelo pomembno, da se vrnemo nazaj na bazo. Prav ne moreš kar vsaki, ne? Najprej treba čutiti, še začutiš, greš korak naprej in ko se dve ženski, tri, kakorkoli ekipa žensk pokonekta, res na tisti pravi energiji, se mi zdi, da se zgodi kar ena magija. Da dobiš neko samopotrditev, da vidiš, da gremo dost čez podobne stvari in kar dobiš nekak veter v krila. Veš kaj, jaz nem pozabila recimo takrat, ko sem jaz zbolela in ko sem javno spregovorila o svoji bolezni.
ker bi ti vedela, kaka sporočila, zahval sem jaz dobivala od žensk. Zaradi tega, ker ženske so se bale govoriti o svojem hormonskem stanju. Ženske so se bale govoriti o svojih boleznih. Ženska je, jaz sem nikoli pozabila sporočila, da je imela gospa raka v zadnjem stadiju, se pravi, zdravniki so ji že povedali, da je rak neozdravljiv in da ga ne morejo več zdraviti, ona pa še vedno ni svoji družini upala povedati, da je ona bolana. Veš, kakšna travma mora to biti v življenju. In tisti trenutek, ko sem jaz javno spregovorila, je ona rekla, da sem jaz njej dala zagon, da bo pa zdaj familijo zbombala skupaj, naredila eno kosilo in jim povedala, da je to. In če sem se jaz upala pred celo Slovenijo spregovoriti, se bo ona tudi pred svojo družino. In se mi zdi, da to tle v takih segmentih, ker so težki trenutki, da ženski pomagamo. Veš, ker meni se zdi tudi konec koncev, jaz sem to pogruntala, ker sem postala mama, recimo primer. Meni je bilo najbolj grozno, ker sem poslušala tiste sfejkane ženske, ki so govorile, kako je pa to nekaj najlepšega na celem svetu. Materinstvo je nekaj najlepšega, ampak noben mi pa ni povedal, da je to tudi nekaj najbolj napornega na celem svetu. To meni noben ni povedal, meni so vsi govorili samo o tej famozni lepoti materinstva. Ja, jaz sem iz filma. Jaz sem ful srečna, sem mama. Ampak bolečina poroda ni v trenutku pozabljena. To je laž. In jaz sem bila tista, ki sem javno spregovorila o tem, da to je laž. Da jaz sem še hudičevo dobro en mesec potem vedela, da sem rodila. In da to je laž, da ni bila v trenutku pozabljena. In jaz nisem v trenutku brezpogojno ljubila svojo hči. Zdaj si me pa prestrašila, veš? Ne, absolutno je pa to nekaj najlepšega, kar lahko doživiš. Zaradi tega, ker se v tebi prebodijo neka popolnoma druga čustva in drugo razmišljanje in vse. Ti kot človek doživiš neki. Maurico si jaz predstavljam in pri tebi je bilo samo to, da ti si priznala, da so še druge barve, ne samo rožnata, ko si mama, ne samo pleničke, ki ste tako dišijo, ampak so zraven problemi, neprespane noči si predstavljam, nimam pojma. Ampak to, kar pač si opisovala. So problemi, ampak veš, to sem zdaj ravno zaradi tega izpostavila, ker je to tisto, kar mnoge ženske, tiste, ki smo mame, vemo, ne? Da, veš, imaš ti en sfejkan life, pa sfejkane novičke, imaš pa tisto, kar je pa resnica. In zato hočem povedati, da če ženski pove resnico, verjamem, da si zmatrana. Pa, boš še nekaj časa. Ampak jaz ti kot mama povem, da to mine in da boš si potem zaželela, da bi bila spet še kdaj zmatrana. Kaj daš s tem? S tem mi dejansko pokažeš, da ni sama. Ker ni lepšega, ker vedeti v življenju, da nisi sam. Da imajo tudi drugi iste težave, da se tudi drugi soočajo z istim smehom in z isto žalostjo. Mislim, da nisi sam. Mislim, da je to res darilo, ki se ga ne da, mislim, ki je tako zelo ogromno in se ga ne da kupiti, ampak pride samo iz srca in to se začuti. In to so te, dajmo reči spet nazaj, ko se ženska odpre, nasprotni ženski, magija. Ja, absolutno. Pa je prišla pa bolezen. In te je malo ustavila. Ne znam si predstavljati sploh, kaj se zgodi. Že sama bolezen pač je strašna, diagnoza rak ščitnice. Da pa ustavi eno žensko, ki ima petardo v riti, dobesedno. Mi pa povej, kaj te je naučil, kaj je bila Rebeka pred samo boleznijo in potem po bolezni. Veš kaj, določene stvari, tako kot recimo bi lahko govorili pred korono pa po koroni. Se mi zdi, da smo se tudi v tem času mnogi marsikaj naučili, ne? Da niso neki življenjski odnosi samoumevni, da jih je treba gojiti, negovati prijateljstva, negovati odnose nasploh in tako naprej. In isto sem jaz pred boleznijo, so mi bile neke določene stvari samoumevne in pa stvari, ki so se mi zdele zelo pomembne, so v trenutku z enim telefonskim klicem postale totalno nepomembne. To je fascinantno. Veš, ker ti se še ta isti trenutek ukvarjaš z tem, kaj je on rekel, kako je to možno, da je on to rekel, če sem jaz rekla drugače, in potem dobiš telefonski klic, ki je nepomembno, kaj je on rekel in kaj bo čez 10 let rekel. Se pravi, pomemben je ta trenutek. Kar naenkrat se ti svet ustavi in začutiš, kako si ti najpomembnejši človek na tem svetu. In začneš se zavedati tisto, kar ti celo življenje bombajo v glavo,
Prvo daš masko sebi na avionu, šele potem otroku. Prvo ti. Če za sebe noš poskrbo, noben drug poskrbo zate. Ker veš kaj je, jaz sem recimo potem razmišljala, kaj tako v bolnici potem ležiš in tako in študiraš, seveda se ti pletejo vsi živi scenariji, ne. In jaz sem potem razmišljala, recimo, da jaz zdaj umrem. Kdo bo najbolj prizadet v celotni zgodbi, ne? A bo ta, s katerim sem se zdaj ukvarjala, pa se jokala zaradi njega? Ali bo to moj mož, pa moji otroci, pa moji starši? Čisto manj drug. Najhujše je to, da prijatelji, bojo žalostni. Ampak čez 14 dni se bojo najverjetneje dobili na pikniku, kjer bo prisoten tudi smeh, obujali bojo sicer spomine, kak je bila ta ženska fajn, ne? Kak je škoda, ki jo ni zraven, ampak njihovo življenje ne bo uničeno, zaradi tega, ker se pravi, pridemo do tega mehurčka, o katerem vsi zdaj v času korone govorimo. Sam ta mehurček je v življenju pomemben in čisto nič drugega. Se pravi, ti, tvoja družina, tvoji otroci, ta najožji mehurček, v katerem se moramo trenutno družiti. Vse ostalo pride, gre, hvala, fajn se imamo, adijo, fajn je bila, škoda, da jo ni več. Super bi bilo, če bi še bila. A veš, in ko enkrat priješ do tega spoznanja, potem tudi dosti lažje rečeš, ne bom, hvala, me ne zanima, vidiš, da te besede obstajajo in da se v življenju nič ne spremeni, če rečeš, ne, hvala. Malo se ti se pravi sfiltrira, malo meje na novo premakneš, mogoče bliže temu mehurčku družine in ljudi, ki so tvoji. Tako. To, ne? Ja. Očala snamaš ali pa si jih nova nadaš. Ja, v bistvu, ne vem, kak ti naj rečem, začneš življenje gledati z totalno drugimi očmi. Totalno drug smisel dobiš življenje tudi. V bistvu, tisto prej, kaj je bilo pred tem, nima več smisla. Razumem. Vidiš, da si bil en bedak. Vidiš, da si bil en butl. Grozna šola, edin to je, ne? Ampak jaz sem res, kakor god patetično se sliši, ampak jaz sem res hvaležna za to šolo. Hvala Bogu se je ta šola pri meni super in odlično izšla. Pri tistem, ki se tragično izide, ne more biti hvaležen za to šolo. Ampak jaz sem pa hvaležna, zaradi tega, ker mene je ustavila. Jaz sem bila celo 1 leto na bolniški, jaz celo 1 leto nisem delala. Jaz sem imela 1 leto čas za razmišljati, kaj bom jaz počela s svojim življenjem. V trenutku lahko vidiš, da se ti življenje tako ne spremeni. In da tisto, kar si živel prej, je kar naenkrat brez veze. Nepomembno, ni nič. Vidiš, da si živel, kljub temu, da se ti je zdelo, da živiš polno življenje, vidiš, da si živel prazen life. Da nisi imel nič. A veš? In to je to. In v bistvu najpomembnejše v lifeu do konca življenja si zapomniti vsi. Spomini. Samo to je pomembno, da si ti, da ko ti, jaz sem sicer to govorila že zelo dolgo časa nazaj, ampak zdaj pa to tudi čutim. Se čutiš? Ja, ko boš ležal na smrtni postelji, ti ne boš razmišljal o tem, škoda mi je, da nisem zaslužil še 1000 evrov več. Ne boš razmišljal o tem, škoda mi je, da nisem naredil še tistega, kar bi takrat mogel. Ampak boš sam razmišljal o tem, kako si živel. Kako si živel, se boš pa spomnil samo na osnovi spominov. Kak si bil tam, kak si se fajn imel s prijatelji, kak si se smejal, kak si doživel, ne vem, Šrilanko, pa Maldive, pa ne vem, kaj si doživel, kak si doživel Kranjsko goro, kak si doživel, kak je bilo fajn. Kak sem peš sopihala na planico, pa dušo skoraj spustila gor na tisto velikanko. Razumeš? Ampak sem jo to se bom spomnila. Izredno ambiciozna, te dojemam, noro ambiciozno žensko. Se ti zdi, da imaš še sploh kak vrh za osvojiti, pustva Mount Everest, zdaj tele v Sloveniji. Kaj je Rebekin cilj? Kje je cilj? Predsedniške volitve, ne? Evo, uradno. Ne, šala. Ne vem, ne postavljam si več ciljev sploh. Trenutno mi je tako, edini cilj, ki mi je privatni cilj, da svojih hčerki vzgojim v eni taki fajn punci, ki bosta znali poskrbeti sami zase. Kaj jo učiš? Kaj je tista največja, ki prenašaš na njiju? Učim jo samostojnosti, pa učim jo empatije do nekega sočloveka. Tako, to se mi zdita 2 najbolj pomembni vrlini. No. Da znata videti še kaj druga kot izključno samo sebe in pa da sta samostojni.
To, tako, vedno se spomnim, ko hočem že skočiti, ker sem mama, se spomnim na prizor Ray Charlesa, ki je bil slep, pa mama stoji zraven in se zaletava in kliče mamo v joku in mama zraven stoji in ga ne pobere in mu ne pomaga. Vedno se spomnim tega prizora, ker Ray Charles ne bi bil brez te mame. Če bi mama mu vse kriti prinesla, on ne bi bil nikoli to in nikoli ne bi imel tega lajfa, ki ga je imel. Zdaj spet vprašanje, je imel dober life ali slab, ampak kakorkoli, hočem povedati, da se vedno spomnim tega prizora in si mislim, ne, se znaš, zmoreš sama, kar probi sama, tako, to se mi zdi. Vse ostalo pa, glej, jaz sem človek poln nekih idej, sem pa tudi, se pa zelo velikokrat ravnam po pravilu 5 sekund, ne, in sicer, če dobim eno fajn idejo, jo v 5 sekundah začnem realizirati. Intuicija. Ja, ker drugače, če jo ne takoj, pol je naslednji dan že pozabljena, oziroma me že mine. Tako da tako, res se po teh 5 sekundah, res se ravnam po 5 sekundah. No. To bom pa jaz probala. Ti probaš tisto vnesti v svoj urnik z dragim? Mislim, da nov zadovoljen. Boš dobila klic. Draga moja Rebeka, še enkrat res ti hvala za iskrenost. Enako. Ostani nepremagljiva. Enako, hvala ti lepa. Drage moje, ve pa, ostanite ali pa postanite čarobne. Poslušate nas lahko tudi na aplikacijah podcasta in pa spodaj bom zelo vesela vašega iskrenega feedbacka, kako vam je bil tale intervju oziroma bolj pogovor všeč. Srečno. Čau. Jej! Super.